Rada bi ti nekaj razložila o travmah. Težave travm so zaradi tega, ker ljudje vejo, ko imajo travmo, imajo, ne vem, klavstrofobijo, karkoli že, vejo, da imajo neko travmo. To ni problem. Ampak razreševanje travme je pa mogoče malo bolj kompleksna zadeva, zato ker ti moraš vedeti, kaj travma je. Ljudje, ki govorijo o travmi, ponovadi govorijo o eni stvari, ednina, imamo travmo. Ampak ni ista stvar, če imaš ti travmo zaradi enega dogodka ali pa imaš travmo zaradi enega dogodka, ki ga je sprožil neznanec, ni ista travma, kakor če ti ga je sprožil nekdo, ki bi mogel biti tvoj varen prostor, primer tvoj starš, nekdo v tvojem domačem okolju. Ne? Travme lahko prihajajo iz teh življenj, lahko prihajajo iz prejšnjih življenj. In če ti točno veš, če imaš opravka in greš v strukturo tega, s točno načrtnimi tehnikami, ne kar travma, kar ima vse posod, ampak da greš v kor zadeve, potem je to najuspešnejše razreševanje travme. In vrst travm, koliko vrst travm imamo, jih je ogromen. In ljudje doskrat čutijo, da imajo neko travmo in potem mislijo, da je vse narobe in imajo občutek, da je celo življenje narobe, da je celo njihovo življenje narobe, ampak ni. Ti imaš lahko samo eno dotično travmo, ki se je zgodila in je povezana z enimi dotičnimi situacijami, ljudmi, kakorkoli že. Ko ti spoznaš, zato ti rabiš spoznati seznam travm in kako se z vsako dela, ker Bog ne da, da v življenju še do česa pride, in greš točno direktno v njo, se z njo spopadeš, potem imaš ti tukaj hitre in efektivne rezultate. A ne? Torej ni isto, če imam jaz travmo, ne vem, svojega otroštva pa iz prejšnjega življenja. Ni ista energija, niso isti prijemi. To je isto, kot da bi ti jaz rekla, lej, dober je, da veš, da travmo imaš, ampak ti bom dala primerjavo. Torej tebi, ko nekaj ni v redu, v telesu greš k splošnemu zdravniku. Splošni zdravnik dobi neko idejo, kaj v bistvu je na stvari in te pošlje k dotičnemu specialistu, ki bo to potrdil, ovrgal, kakorkoli že, z dotičnimi preiskavami in z dotičnimi reševanji, ki so na njegovem področju. In tukaj se začne bolj ta kompleksno zdravljenje, kar za tebe ne dela splošni zdravnik. Zato tudi v duhovnosti potrebujemo tečaje za torej razreševanje travm, ki prinašajo ravno to. To pomeni, da spoznaš. Jaz mislim, da je to tečaj, ki bi ga vsak mogel narediti. Ker tudi, če ti nimaš travm, boš imel otroka, ki bo doživel travmo. Smo v svetu, ki zelo rad sproža travme. Veš, pa imaš kolektivne travme, ki se zgodijo zaradi neke splošne situacije. Recimo, ena izmed zelo močnih kolektivnih travm, ki ima zelo dolg odmev, bi temu lahko rekli, je bila definitivno pandemija leta 2020, ki je popolnoma spremenila človeško kolektivno psiho in še zdaj se spopadamo s tem. A ne? To je recimo kolektivna travma, ampak ti rečeš, pa briga mene, name direktno ni vplival, ampak a res ni vplival, a smo mi vsi del neke kolektive in tako dalje. Tako da v bistvu za vse tiste, ki želite delati v bistvu na travmah, travme so ključnega pomena zaradi tega, ker se posnamejo v telo in so zapisane v telesu. In tudi, ko čas mine in se tebi zdi, da se tvoji spomini ne vrača več k njim, jih telo zna podoživljati ob razno raznih situacijah in ko prideš v stik z nečim podobnim, zna telo to blazno reagirati. Za samo zdravje, za samo dobro počutje, za samo visoko energijo ni dobro imeti te posnete travme. To pomeni, ker so se enkrat posnele, kljub temu, da čas minil, moramo mi njih načrtno spravljati ven iz celega našega telesa. Meni se zdi, da je telo tukaj pri travmah največji problem. Zato določeni ljudje, ki jim nekaj rečeš, sploh ne vejo, zakaj reagirajo, začnejo klipati ali pa dobijo napad tesnobe. Zaradi tega, ker so prišli v stik z neko travmo in potem pride do tega. Ne? In recimo, zato sem si jaz ful želela narediti tečaj, torej, kjer bi ljudje spoznavali na širše travme, ne kar samo travma.
kolektivna travma posebej, osebne travme posebej, situacijske travme povezane s točno samo enim dogodkom posebej, medvrstniške travme posebej, družinske travme posebej in tako dalje. Tako da jaz tudi mislim, da vsi, ki hočejo biti terapevti, a pa coachi, a pa kakorkoli že, da bi definitivno mogli poznati take tečaje, zaradi tega, ker mi imamo na svetu ogromno travmatiziranih ljudi in potem, ko pridejo v stik s tem, jim je to toliko preveč in jim je toliko intenzivno in potem, ker ne znajo s tem delati, spravljajo to na druge ljudi in potem imamo še slabe odnose in tako dalje. Skratka, s tečajem za razreševanje vseh vrst travm jaz začenjam 5. oktobra na spletu, intenziven tečaj, dober, močen certifikat pol pridobiš, zaradi tega, ker bo znanje zelo specifično, zelo je globoko. Jaz imam res ogromno znanja glede tega in rada bi tega predala. Tako da poglej si na potovanje duše.si in se nam pridruži.